okviru kulturno-umetniškega društva Emil Adamič Mokronog že vrsto let kot samostojna sekcija deluje lutkarska skupina Mokre tačke, ki šteje 4 članice. Letos so se s predstavo Ačih Staneta Pečka uvrstile na srečanje lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije, ki ga pripravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Gre za avtorsko predstavo, to je bila tudi ena redkih avtorskih predstav, se pravi novo nastala zadeva, ki pa nastaja tako. Jaz naredim literarno predlogo, potem prinesem temle damam. Te dame so pa strokovnjakinje za dramaturgijo in mi tisti tekst popolnoma razcefrajo, tako da ga sam še poanta ostane, ampak to je tisto ta pravo. In s tem prideš potem lahko tudi na državno. Predstava je bila prežeta z ekološko vsebino, saj so želeli na otrokom razumljiv in prijazen način opozoriti na to, da je treba paziti na okolje. Škrat, ki ga igra Polonca, tokrat v živo, ne kot lutka, si zamisli, da bo turist, potem se pride do nekega spora z čmrlom, no in ugotovijo tisto, kar smo včasih počeli, kot mladik se uležeš poleti na travo, gledaš v nebo in oblaki potem delajo razne figure, zgodbice, ne. No in ta škrat si zaželel, da bi potem gledal to, ampak v to, ko nastane ta parada oblakov, te igre oblakov, pa se vmes vmeša neki oblak, ki pa ni iz te zgodbe, ki je smok. No in tle se potem to zaplete in seveda potem se na koncu zadeva sicer reši, ampak ne čist, kaj ti rešimo samo to situacijo z tem smokom, ki ga z napravo, ki jo je škrat izmislil, se očisti in je potem ves srečen in skratka happy end. Mokrim tačkam se je s to predstavo kot edinim z Dolenjske, iz Bele krajine in Posavja uspelo uvrstiti na državno srečanje 8 najboljših skupin. Predtem pa so seveda morali iti skozi medobčinsko in nato še regijsko selekcijo. Jaz mislim, da je to prijetno za nas. Glede na to, da smo zelo aktivne, je to neka velika pohvala. Mislim, da smo bile vse zelo vesele, da smo se lahko odzvali na to srečanje na državnem nivoju, da smo lahko enkrat vendar tudi me pogledali, kako pa zgleda, če si na državnem tekmovanju, ker v bistvu je to bolj srečanje kot tekmovanje, ker do zdaj nismo nikoli imeli priložnost. Zdaj pa, ko smo bile same aktivne, smo pa pač se potrudile, da smo lahko prišle. Ko človek sam nastopa, pridobil se te izkušnje in je pa lahko tudi boljši avtor in se lažje, ne avtor, mentor, no, in se lažje pač uživlja vse te zadrege igralcev oziroma animatorjev in jih spodbuja. Ja, pred tem državnim srečanjem smo pa kar bile zelo aktivne, smo imeli tako enkrat, dvakrat na teden. Mokre tačke so sicer začele delovati v okviru vrtca že leta 1994. Ja, vsako leto pripravimo eno predstavo za Dedka Mraza, ob daritvi otrok, pa še takole vmes prireditve razne, pomagamo voditi z lutkam, pa srečanja regijska, močna in tako naprej. Na letošnje srečanje lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije so se sicer med najboljše otroške skupine uvrstili tudi učenci 2. razreda osnovne šole Mirna. Pripravili smo Žogico Nogico, to je klasična pravljica, pravzaprav lutkovna predstava, ampak mi smo jo izvedli v gledališki obliki. Sodelujejo pa vsi učenci 2. razreda, tako da so zelo vsi vključeni. No, sklad še posebej podpira vse dejavnosti otrok in mladine, ker se zavedamo, da za uspešno ljubiteljsko kulturo je potreben podmladek, tako da skoraj polovico vseh finančnih sredstev, ki jih sklad namenja ljubiteljski kulturi, namenjamo programom za otroke in mladino, ravno zaradi tega, da lahko zagotavljamo nove kadre v ljubiteljski kulturi.